Prišla sem pa zato, ker moram reči, da se mi srce trga, kaj se v naši državi dogaja. Obsojajo, zapirajo ljudi, ki so eni glavnih, da je Slovenija samostojna, ki so k temu pripomorali, spuščajo pa in jih ne obsojajo in jih pa vse tiste, ki so krivi, da je do vojne v Sloveniji prišlo. Jaz sem do tega še posebej občutljiva, ker je v tej vojni za Slovenijo umrl moj 20 let star brat in smo se kar nekaj let trudili, da so ga sploh priznali za žrtev slovenske osamosvojitve. Demokracije ni, sojenje je nepravično, pristransko. Sam sem doživel to v Novem mestu pri okrožnem sodniku svetniku Furlanu. Torej menite, da je gospod Kučan povezan z tem postopkom? Da, glavni barabin, Lucifer je on. Hurič vse huriče, on daje komando nam. Mogoče kaj menite? Danes sta dva nova postopka proti gospodu Janezu Janši, kaj o tem menite? Ja, pa to je krivica, se cel svet ve, da je to vaša izmišljotina, ne? Izmišljotina je to čista. To vse plačano od Kučana. Masleša povej! Masleša povej! Masleša povej! Masleša povej! Drago slovensko pravosodje, kaj bi še radi? Imate ga po krivici zaprtega, kršite mu človekove pravice, kršite pravico do družinskega življenja njegovi družini, vi bi ga pa radi še kar naprej sodili. Da se publiku nočem čim večjem številu zbirati tukaj, kajti to je edini način in sredstvo, da bo naše sodišče seveda, ki sodi po obrazih, ne po dokazih, spoznalo, da je že davno zmotnik in gospoda Janeza Janšo tako izpustilo. Bravo! Janša! Janša!